mi zdaj večino vseh podatkov shranjujemo v oblaku, v cloudu, a ne. To se sliši zelo, čisto, nedolžno. Tam je neki oblakec, ki pač je, in z njim ne rabimo početi nič. Ampak verjetno ali pa očitno temu ni tako. Ja, z vidika okolja je res zanimivo, ker tudi, ko probamo vizualizirati si to oblačno računalništvo, so vedno narisani beli oblaki, nikoli niso nevihtni, a ne. Ampak ja, v osnovi gre za druge računalnike. Ni oblak kot neka duša ločena od tega sveta, ki računa za nas, ampak enostavno so drugi računalniki. Tako da problem digitalnih odpadkov je tam še večji, ker če pomisliva, a ne, da jaz dostopam do mojega spletnega poštnega predala ali pa nekega arhiva slik, jaz to želim imeti dostop kadarkoli, od kjerkoli, a ne. In po drugi strani pa računalniki niso nezmotljivi, se kvarijo, se izrabijo. To pomeni, da vsakič, ko je nekaj shranjeno v oblaku, je v resnici shranjeno mogoče 3-krat, 5-krat. Ker to, da, ne vem, Googlu ali pa Amazonu umirajo računalniki vsak dan, vsako minuto, je neizogibno. Ampak njihova naloga je seveda, da to uporabniku skrijejo. To pomeni, morajo imeti toliko varnostnih kopij, da je vedno neka redundanca, mi niti ne opazimo, da oni 1000 diskov na dan, na primer, zamenjajo, a ne, ker se izrabijo do konca. Tako da je hujše, kot se zdi, pa še res je neoprijemljivo, ko oblak je tak mehek, puhast, nekaj gor. Zakaj pa smo ljudje postali taki digitalni hrčki? Recimo, če pogledamo, ne vem, življenje naših staršev, saj so shranjevali fotografije, a ne, ampak v najslabšem primeru so bile to 3 škatle fotografij. Mi pa danes produciramo na dnevni ravni, različno sicer, ampak sproduciramo nekaj fotografij na dan. To v škatlah bi to pomenilo, ne vem, 1 škatla na mesec. Ja, seveda, ne vem, če obstaja kakšen kanoničen odgovor, ampak moj bi bil, da je to ravno zaradi te enostavnosti, zaradi tega manjka trenja. Ker včasih, če pomislimo na klasično fotografijo, film je bil drag, postopek razvijanja je bil drag, si se res potrudil, kaj boš poslikal, kako boš zajel, si vzel čas, nisi vsakič naredil 4 slike, pa ena bo že uspela, a ne. Zdaj pa vso to digitalno spletno poslovanje in, ali pa uporaba, ki se gremo, je pač tako enostavno. Skoraj ni ovir. In hkrati še cel kup enih storitev nam je brezplačno na voljo, da ni tiste dileme, zdaj moram pa za to plačevati, pa koliko bi v resnici plačal, a to res potrebujem, ampak v resnici trgujejo potem z našo pozornostjo, z našim časom, ne vem, preko oglasov pridobijo ta sredstva nazaj. Tako da v resnici ni nič brezplačno, a ne. Ampak recimo, če pomislimo, kako je bilo marketinško ali pa v kampanjah predstavljeno, ne vem, digitalno poslovanje, e-poslovanje, je šlo ravno za to, prihranili boste toliko in toliko papirja, posledično boste prihranili toliko in toliko dreves, posledično bomo toliko bolj zeleni. Zdaj pa v resnici očitno mi kot posledica prehoda na digitalno poslovanje, na e-poslovanje, pravzaprav porabimo nekih enormnih resursov, polprevodnikov, različnih elementov za vgradnjo vseh čipov, električne energije, ogromnih data centrov. A so narejeni kakšni izračuni, a mi sploh kaj prišparamo s tem, da smo v digitalnem poslovanju? Zagotovo, je seveda odvisno od načina pa količine rabe in tega, tako da ni enoznačnega odgovora. Tudi mi nismo tukaj, da bi zdaj, probali rušiti digitalizacijo ali pa biti proti temu, ker dejansko ima svoje mesto pri, kako bi rekel, zmanjševanju okoljskega odtisa našega načina življenja, ampak samo po sebi to ne drži. Je res odvisno od specifik, pa kako je izvedeno. Tako da tudi, če pomislim na zakonodajni ravni, imamo na evropski ravni 2 vzporedna procesa, ne, kako uporabljati digitalizacijo, napredne tehnologije, da bi kako bi rekel, zmanjšali ogljični odtis različnih drugih sektorjev, hkrati moramo pa ozeleniti sam računalniški sektor, ker poraba energije, poraba podatkov, poraba vsega skokovito raste in ni samoumevno, da pa pač, če gremo na popolnoma digitalno ali popolnoma oblačno rešitev, da smo pa neto na boljšem. Kaj pa umetna inteligenca, dela v tem kontekstu?
Ja, umetna inteligenca je seveda zelo širok pojem. Zadnje čase se pogovarjamo predvsem o teh velikih jezikovnih modelih, a ne. Modelih, ja. In tam je, težko rečem drugače kot pa grozno. Projekcije po, ne vem, želijo postaviti toliko podatkovnih centrov, tako velikih, da razmišljajo, kako bi lastne jedrske elektrarne postavljali, razmišljajo, ker imajo velik del porabe energije za podatkovne centre je za ohranjanje primerne temperature delovanja, ker se seveda zelo segrevajo ti računalniki. In zato razmišljajo, v redu, kaj če bi jih začeli graditi pod morjem, kaj če bi jih začeli v vesolju graditi. Mislim, do leta 2030 so želeli povečati kapacitete oziroma, ja, mislim, da za več kot 50 jedrskih elektrarn Krško, na primer, toliko porabe električne energije dodatne. Tako da v bistvu želja je po izgradnji toliko teh kapacitet, da države niti tega ne morejo dohajati. Tako da nekatere so tudi že sprejele prav embargo na gradnjo novih teh velikih podatkovnih centrov ali pa računskih centrov za potrebe umetne inteligence. Tako da res bizaren naskok se dogaja, hkrati s cel kup enimi problemi, sploh v državah, ki nimajo dobrega regulatornega okolja z vidika, ne vem, varstva potrošnikov ali pa tistih okoliških prebivalcev. Seveda ogromno ene vode se porabi zraven, ne toliko v nekem tem internem hlajenju, ampak ta zunanji sistem, a se to črpa potem iz rek, iz jezer, kakšna je tista dovoljena meja, da se dodatno segreje voda, ker seveda tudi vsi rakci, vse ribe, vse alge morajo preživeti naprej, a ne. Ne vem, tudi v Sloveniji imamo včasih problem s hlajenjem jedrske elektrarne, če je vodostaj Save prenizek, na primer, ne. Tako da cel kup enih vprašanj, poleg teh z vidika, ne vem, avtorskih pravic, delavskih pravic itd. Tako da bo še zelo zanimivo desetletje. Zdaj ta ogromen porast potrebe za gradnjo različnih data centrov in različnih infrastrukturnih oblik vzdrževanja umetne inteligence, seveda je delno posledica tega, da je zelo poraslo število ljudi, ki umetno inteligenco uporablja. Ampak vendarle, zdaj prav gotovo mi zaradi tega razloga ne bomo eni od tistih, ki pač jo zdaj ne bomo uporabljali, če nam koristi. Ampak kaj pa morda lahko naredimo za to, da vseeno zmanjšamo ta vtis? Da smo manj potratni? A lahko kaj naredimo? Seveda, ena je izbira to, kateri model uporabljamo, a ne. Torej, ne vem, vsi ti komercialni ponudniki imajo različno zmogljive modele in za bolj enostavne ukaze, če tako rečem, ali pa za bolj enostavna opravila so tisti manj zmogljivi čisto primerni in so tudi manj potratni, če tako rečem. So manj potratni? Tako z vidika treniranja kot same izvedbe. Manj teh žetonov uporabljajo in podobno. Drugo, seveda, najbolj učinkoviti so modeli, ki tečejo na naših računalnikih ali pa kje blizu, ker imamo lokalne modele, če tako rečem, neke odprtokodne zadeve, ki jih tudi brezplačno lahko dobimo, ne samo uteži, ampak tudi modele. Tako da znanost se, mislim, to področje se res zelo hitro razvija, tako da tudi težko bi bilo smiselno govoriti zdaj pa, ne vem, koliko gramov CO2 ekvivalentov se porabi za eno vprašanje. Ker se v letu je razvoj skokovit, pa nekateri uspejo modele zelo optimizirati, nekateri ne, ampak je past v tem, ker seveda optimiziramo vedno bolj, ker se tudi pomeni nižje stroške za njih. Ampak spet manj kot je trenja, bolj kot je dostopno, več to uporabljamo. To je ta Jevonsov paradoks, a ne. To v tem računalniškem svetu imamo non-stop težave s tem, da prehitevamo. Ko kaj zoptimiziramo, to ne pomeni, da bomo manj virov potem porabili, ampak to omogoči še boljšo, ali pa kako bi rekel, še hitrejšo digitalizacijo, še večjo porabo. Tako da si skoraj škodujemo z optimizacijo, kar je skoraj paradoksalno, ne. In če pogledamo denimo življenjski cikel naših naprav, lahko rečemo, da so to tablice, lahko telefoni, lahko računalniki. Zdaj od rudarjenja redkih kovin, proizvodnje, vseh komponent, potem do uporabe in potem do zavrženja oziroma ko crknejo. Kaj v tem ciklu je recimo najbolj potratno? Delno je odvisno od same naprave pa njene dolgoživosti. Na primer pri mobilnem telefonu velika večina odpade na to fazo proizvodnje. Torej še preden
končni uporabnik dobi napravo v roke. Pri nekem na primer prenosnem računalniku je lahko ravnotežje že malo drugačno, da je tudi že v fazi uporabe, sploh če je dolgoživ prenosnik, lahko prevlada potem, ker dlje časa črpa elektriko, na primer. Ampak ja, celokupno skoraj vedno je faza proizvodnje, če pomislimo, ne vem, v telefonu lahko tudi po 50 različnih kemičnih elementov, to pomeni, ne pomeni ravno, da za vsakega posebej imamo svoj rudnik, ampak pomeni ogromno enih rudnikov, ogromno enih surovin, ene ekstrakcije, ene predelave, obdelave, transporta po celem svetu, preden pride do nas. In res dobimo napravo z ogromno vgrajene energije. Na primer, en telefon je mogoče, ne vem, pol kile težek, ampak ta materialni odtis, preden je prišel do nas, je pa težek skoraj 90 kil, ne. Tako da če si predstavljamo kot en kip, na začetku začne z zelo velikim granitnim blokom ali pa marmornim blokom, na koncu je zelo majhen telefon iz tega nastane, a ne. Vse ostalo so izgube.